Lep pozdrav vsem skupaj, dobrodošli na današnjem spletnem dogodku. December je čas, ko se navadno zazremo v prihodnje leto in tudi letos ni nič drugače. Sava Infond, operacije Save Infond smo pripravili neke naše poglede, naše pričakovanja za finančne trge za prihodnje leto. Drugače pa moje ime je Aleš Šoba, z menoj pa so danes tudi del ekipe upravljavcev, torej Barbara Gačnik, Aleš Grbič, Uroš Selič in pa Timotej Žlof. Preden pa gremo čisto na leto 2025, pa je smiselno, da tudi se ozremo nazaj. Leto 2024 je bilo izjemno leto, to mislim, da večina vlagateljev se zaveda. Torej, če pogledamo samo donose, recimo tega osrednjega globalnega delniškega indeksa, donosi so blizu 28%, tretje najboljše leto v tem tisočletju in to po letu 2023, ko smo že imeli eno nadpovprečno leto. Glavna zgodba je bila dokaj tisto, kar smo v lanskem našem pogledu mozaiku že napovedali. Nekako je globalnemu gospodarstvu, predvsem pa ameriškemu, uspel ta mehki pristanek, torej inflacija se je umirila brez neke negativnega vpliva na gospodarsko rast, tako da centralne banke so lahko začele zniževati obrestne mere. Pa tudi tista euforija okrog umetne inteligence se je nekako v letošnjem letu nadaljevala, tako da optimalno okolje in ti donosi so mogoče celo, ali pa so krepko boljši, kot smo mogoče mi na začetku letošnjega leta pričakovali. Kar je bilo tudi značilno za preteklo leto je, da so bile v ospredju znova ameriške delnice, torej donos ameriških delnic je bil preko 30%, medtem ko ostali svet bi rekel, niso bili slabi donosi, ampak nekje 14% so donosi, ki so jih dosegle ostale regije, torej razlika več kot 20% v korist ameriških delnic. So pa ameriške delnice dobile še dodaten zagon po ameriških volitvah v mesecu novembru, kjer nekako so trgi z navdušenjem sprejeli zmago Donalda Trumpa, ki vemo je naklonjen gospodarstvu, je naklonjen nižjim davkom, je naklonjen neki manjši regulaciji in to nekako tudi trgi ocenjujejo kot pozitivno. Moče, kar je tudi značilno bilo v lanskem letu oziroma tudi že v zadnjih 2 letih, je tudi velika koncentracija teh zmagovalcev, torej mala peščica podjetij oziroma delnic teh podjetij je, zaslužna za večino donosov, ki jih nekako delniški trgi generirajo. Tukaj imam v mislih teh veličastnih 7, torej 7 teh ameriških največjih podjetij, večina iz tehnološkega sektorja. Vsa so nekako povezana z umetno inteligenco in tudi v lanskem letu vidimo v ospredju Nvidia, vemo, tiste glavno podjetje, ki sodeluje pri izgradnji teh podatkovnih centrov, ki omogočajo potem delovanje umetne inteligence, torej donos preko 170%, pa tudi ostala podjetja, izjemni donosi, tako da še eno leto res koncentriranih donosov. Če pa gremo še na obveznice, malo v senci delnic, ampak eno solidno leto, donos evropskih obveznic tam dobre 3%. Tudi skladu s pričakovanji, tudi mi pričakujemo tudi naprej nekje donose med 3 do 4%. Po tistem šokantnem letu 2022, ko smo res imeli nek hiter vzpon obrestnih mer, se je zdaj to dokaj stabiliziralo, te obrestne mere so se dokaj stabilizirale oziroma se gibljajo na nekih višjih nivojih v nekem normalnem razponu in tudi donosi za naprej menimo, da bodo dokaj stabilni pa pozitivni. Tako da obveznice znova igrajo tisto bolj svojo dolgočasno vlogo, kot smo bili navajeni pred letom 2022. Mogoče čisto še za konec pri pregledu, vidimo gibanje obrestnih mer in vidimo po tistem dvigu v letu 2022 ti dve ključni obrestni meri, torej 10-letne, torej netvegani obrestni meri 10-letnih državnih obveznic, tako nemških kot ameriških, se gibljajo, recimo nemške med 2 do 3%, ameriške pa tam nekje med 3,5 pa do blizu 5%, tako da dokaj stabilnem okolju in se pravi izhodišča za naprej pri obveznicah so mnogo boljša, kot pa vidimo so bila, še 3-4 leta nazaj. Zdaj pa, če gremo naprej, torej glavna tema, ki mi menimo, da bo dominirala finančne trge, je seveda ameriško gospodarstvo in pa vrnitev Donalda Trumpa. Zdaj, kot sem že prej omenil, po našem mnenju se ta teza torej nekako uresničila, torej ameriško gospodarstvo je doživelo mehki pristanek, torej brez nekega velike škode za gospodarstvo so uspeli ukrotiti inflacijo. Tako da, Barbara, ti spremljaš bolj ameriško gospodarstvo, ameriške delnice, kakšen je tu tvoj pogled? Je uspel v Ameriki ta mehki pristanek?
Ja, očitno kaže, da je v bistvu, tako kot si že omenil, v začetku leta 2023 nas je v bistvu zelo skrbelo, če se bo ameriško gospodarstvo zlomilo pod težo visokih obrestnih mer, ki jih je pač Fed mogla sprejeti v boju z inflacijo. Ampak izkazalo se je, da je pač gospodarstvo izjemno odporno. Glavno gonilo je bil potrošnik, seveda, ki je imel še visoke prihranke iz časa pandemije, tudi trg dela je ostal močan. Tako da tudi fiskalni ukrepi oziroma vsi zakoni, ki so jih v ZDA sprejeli za ohranjanje delovnih mest, za podporo polprevodnikom, za infrastrukturo in tako naprej, so se izkazali zelo učinkovite, ker so tudi spodbudili zasebne investicije. Posledično seveda se je tudi zelo pozitivno trend dezinflacije nadaljeval, začel se je že v letu 2023, nadaljeval tudi v 2024, ampak tako kot smo napovedali konec leta 2024, da se bo ta proces upočasnil, zdaj vidimo, da recimo inflacija, ki ne vsebuje cen hrane in se pravi goriva, v bistvu je na nekih nivojih okrog 3% že zadnje 3 mesece. Mi pričakujemo, da se bo proces dezinflacije nadaljeval tudi v letošnjem letu, seveda z bolj počasnejšim tempom, ravno zaradi tega, ker v bistvu ta inflacija vsebuje 40% najemnin, ki so fiktivno izračunane, podatki s trga pa kažejo, da so najemnine že, oziroma rast najemnin že pod nivoji, ki so bili pred pandemijo, zato nimamo razloga, da ne bi verjeli v to, da se bo inflacija še znižala. No, se pravi, bi rekel, ta umiritev inflacije, pa tudi bi rekel, neka normalizacija trga dela, ker vemo, trg dela je bil se je dokaj pregreval v zadnjih letih, ampak se je v letu 2024, bi rekel, tudi normaliziral. To nekako omogoča, torej ameriškemu Fedu, torej ameriški centralni banki, da nekako bo nadaljeval z nižanjem obrestnih mer. Kaj tukaj pričakuješ? V bistvu, ja, tako si rekel, začeli so septembra in to kar z jumbo znižanjem obrestne mere za 50 bazičnih točk, potem dodatno še novembra za 25 točk, tako da trenutno se nahajamo na nivojih 4,5 do 4,75%. Pričakujemo tudi, da se bojo zdaj na decembrskem zasedanju obrestne mere znižale za 25 bazičnih točk. V bistvu v zadnji Fedovi izjavi novembra je bilo začutiti, da imajo zaupanje v umirjanje inflacije, čeprav je inflacija trenutno še nad tistimi nivoji, nad ciljnimi nivoji Feda, tam pri 2%. Nakazali so, da bojo še nadaljevali z zniževanjem obrestne mere, sicer niso povedali, v kakšnem tempu pa kako časovno bojo te znižanja izvedli. Trg ocenjuje, da bi se konec leta 2025 obrestne mere približale tam nekje okrog 3,6%, Fed jih vidi še celo malo nižje. Edino, kar lahko zmoti malo pot zniževanja obrestnih mer, pa je zdaj v bistvu nastop nove ameriške administracije. Lahko se sicer zgodi, da bi z novimi politikami, ki bi jih Trump uvedel, da se pač vrne inflacija in na te številke bo Fed zelo pozoren in mislim, da bojo vsaj v začetku leta mogoče malo bolj zadržani pri zniževanju obrestnih mer, bolj v smislu počakajmo, da vidimo, kaj se bo zgodilo. Če bo to zniževanje res, bi rekel, tudi zaradi Trumpovih politik počasnejše, kot pa mogoče je bilo še pred volitvami za pričakovati. Dobro, gremo zdaj si načela že Donalda Trumpa. Jaz mislim, da to glavna zgodba za leto 2025. Zdaj vemo, trgi so ga pozitivno sprejeli, torej vidim eksplozija ameriških delnic po volitvah. Zdaj, vem, da dosti obljublja, kaj so tiste njegove glavne obljublje, ki nekako, bi rekel, tudi trg jih pozdravlja? Zdaj v bistvu vse njegove volilne obljube lahko razdelimo v dva dela. Ene, ki so pozitivne za rast BDP-ja,
pa druge, ki so mogoče malo manj pozitivne. No in deregulacija pa znižanje davkov imajo vsekakor pozitiven vpliv na rast BDP-ja in sicer deregulacija znižuje stroške podjetjem, zmanjšuje ovire za investiranje in pač s tem spodbuja investicije. Na drugi strani pa recimo, če bi uspel za znižanjem davkov, kot jih predlaga z 21 na 15%, bi v bistvu dvignil dobiček na delnico za 6 odstotnih točk, kar bi posledično dvignilo donosnost dobička za 30 bazičnih točk, se pravi zelo pozitivno. Ovira pri tem je, da davčni rezi zgodovinsko gledano so skoraj vedno pomenili višje proračunske primanjkljaje in tu na tem grafu imamo prikaz ameriškega davčnega primanjkljaja. Zdaj, treba je opozoriti, da skala je negativna in v bistvu padajoča linija pomeni višji davčni primanjkljaj. Zdaj, tu se lahko pogovarjamo o 3 scenarijih, zaradi tega, ker ne vemo čisto točno, velike negotovosti, koliko bo uspel Trump za svojimi volilnimi obljubami. In zdaj, če gledamo prvi scenarij, da obdrži vse davčne olajšave, ki jih je uvedla že prejšnja administracija, potem bo neto učinek v bistvu nevtralen, ker gre za ohranjanje obstoječega stanja. Če izpolnijo vse obljube, ki jih je dal, se pravi nižji davki na dobiček, ukinitev obdavčitev napitnin, nadur in tako naprej, se bo proračunski primanjkljaj povečal na 9%, ampak bi zaradi tega tudi dodal nekje do 2,5% k rasti BDP-ja. No, mi menimo, da se bo verjetno zgodil neki vmesni scenarij, to je ta vijolična linija, da se bo davčni primanjkljaj rahlo povečal in da tudi bo neki neto pozitiven vpliv na BDP, se pravi na gospodarsko rast. Ja. Dobro, kaj pa druga plat, torej zdaj smo nekako pozitivne, kaj pa tisto, kar vemo, najljubša Trumpova beseda so carine, in tukaj obljublja marsikaj, torej kaj je tu za pričakovati, kaj napoveduje? Ja, zdaj, kar se tiče teh carin, je bil Trump že med volilno kampanjo zelo glasen, Tu je zelo težko reči, zaradi tega, ker ne vemo čisto točno, ali Trump to zdaj uporablja zgolj kot pogajalsko taktiko, ali je to dejansko resna grožnja. Zagotovo jih bo uporabljal kot prisilo za preostali svet, da se kupuje več ameriškega blaga, predvsem bo prisilil v to Kitajsko. Zdaj, vpliv carin je negativen. Nekje se ocenjuje, da bi carine lahko zmanjšale BDP, se pravi gospodarsko rast od nekje do polovice odstotka, pa tudi istočasno bi lahko zvišala inflacijo nekje od 1,5% do 2%. Malo je seveda odvisno od tega, kako bo pač ta sredstva uporabil, sredstva, ki jih je pridobil s carinami, kako bo uporabil naprej v gospodarstvu. Tu verjetno jih bo najverjetneje mogel uporabiti zato, da bo pokril luknjo, ki jo bo naredil z znižanjem davka na dobiček. Dejstvo pa je, da prej ali slej, tudi ko se povišajo cene, se pač prebivalstvo prilagodi, izbere produkte, ki niso predmet carin, ampak ne glede na to, zdaj tu vidimo na grafu en taki sivi razpon. Ta razpon predstavlja scenarije, če bi Trump uvedel carine, se pravi 10 splošna carina, pa 60 na kitajsko blago, pa do najbolj ekstremnega scenarija 20% carin na splošno, 60 na kitajsko blago, pa 200% carin na mehiške avtomobile. No in vidimo, da ta stopnja, carinske stopnje bi se povečale nekje od 6 do 27%. To so pa nivoji, ki jih nismo videli od druge svetovne vojne.
Mm. Jaz mislim sicer, da bo Trumpova administracija zelo previdna, zaradi tega, ker si ne želi inflacijskega šoka, ker je videla, da je to pač političen strup. Tudi Trump je v bistvu zelo občutljiv na uspešnost kapitalskega trga, za njega je to merilo odličnosti in verjetno ne bo sprejemal nekih odločitev, ki bi destabilizirale trg. Tako da naš v bistvu osnoven scenarij je, da bo ta neto učinek, se pravi pozitiven minus negativen, da bo vseeno pozitiven na BDP in da bo rast v ZDA v letu 2025 višja kot pa v ostalih drugih razvitih gospodarstvih. Hvala, Barbara. Če gremo naprej, torej Amerika, kot smo videli, je dobila še dodatno zagon, rekel, s prihodom Donalda Trumpa, tako da lahko pričakujemo še eno dobro leto za ameriško gospodarstvo. Na drugi strani pa Evropa, tukaj pa v bistvu v zadnjih letih, ali pa tudi v zadnjem desetletju gledamo popolnoma drugačno zgodbo. Torej zdi se, kot da smo v nekem zatonu. Aleš, kaj lahko tu pričakujemo? Bi rekel, smo lahko optimisti ali bomo pač nekako nadaljevali v tem stilu, kot smo ga bili priča v zadnjih letih? Ja, običajno je najbolj temno je tik pred zoro, ne? In zato sem rahel optimist za Evropo. Zdaj, gospodarska rast v evroobmočju bi se naj leta 2025 izboljšala, ampak kljub ogromno negotovostim, predvsem imamo Trumpovo trgovinsko politiko, kot je Barbara dobro razložila, in potem tudi imamo visoke cene energije, ker Evropa je vseeno neto uvoznik energije. Potem pa imamo še strukturne izzive v proizvodnem sektorju in tudi pritiski iz Kitajske ostajajo. In v naslednjem letu bi se lahko po ocenah ekonomistov BDP povišal iz 0,8% na 1,1% in potem v letu 2026 na 1,3%. Predvsem pa razlog pa je pač večja zasebna potrošnja in rasti in občutno višje naložbe. Naše vlagatelje tudi zanima, kako pa z obrestnimi merami prihodnje leto, tukaj pa smo lahko optimisti, ne? Ja, absolutno, tudi na grafu je lepo prikazano, da Evropa ima precej več manevrskega prostora. Po moje je tista glavna nevarnost bi bile carine, ki bi jih Trump uvedel in tudi posledično bi inflacija lahko narasla, ampak vemo, da v Evropi, da je gospodarska rast izredno nizka, imamo proces dezinflacije in zelo, zelo realno lahko pričakujemo, da bi ECB brez nekih zunanjih šokov spustila ključno obrestno mero na nekje 1,75%. In to bi nekako lahko blagodejno vplivalo na stroške zadolževanja in tudi posledično spodbudilo investicije, potrošnjo in tudi uporabo prihrankov, ki jih imajo Evropejci ogromno. In moramo pa se tudi zavedati na drugi strani določenih omejitev, ker monetarna politika pač ni vse mogočna, tudi brez fiskalnih reform, pa tudi vlaganj v produktivnost. Neko dolgoročno okrevanje ostaja negotovo, pa tudi demografska slika Evrope je popolnoma drugačna, kot je v Ameriki. To pomeni, da Evropa ima precej izzivov pred sabo. Ja, se to predvsem, kot si omenil, na področju, bi rekel, inovacij, pa bi rekel, novih tehnologij, tukaj Evropa res zaostala tako za ZDA kot Kitajska. Dobro, je pa ena mogoče pozitivna stvar, torej, kot ima Evropa moče enega asa v rokavu in to je? Ja, to so prihranki gospodinjstev. Kot vidimo na tem grafikonu, so prihranki bi lahko dali nek nov zagon evropskem gospodarstvu in so občutno nad temi predpandemičnimi ravnmi. Očitno so posamezniki sposobni generirati dokaj visok prosti denarni tok. In ob tej dezinflaciji in nižanju obrestnih mer bi lahko to pozitivno vplivalo na domače povpraševanje. Ampak na drugi strani pa spet imamo, da lahko rast bo pa zaviralo to fiskalno zategovanje v državah, kot sta Francija, Italija, ravno v smislu zniževanja proračunskih primanjkljajev. In po mojem bi Evropa morala se ozreti malo bolj po Ameriki in videti, da tudi proračunski primanjkljaj, ki gre preko 3%, ni nič problematičnega, če je usmerjen v nekaj produktivnega. Se strinjam. Dobro, gremo še na tretji segment, bi rekel velik, torej Kitajska.
Tukaj tudi, podobno kot Evropa, določeni strukturni izzivi, če lahko tako rečemo, predvsem mogoče v zadnjih 3 letih ta kriza nepremičninskega sektorja, pa tudi bi rekel velik upad zaupanja potrošnikov, ki nekako, rekel, njihova potrošnja nekako manjka, da bi se nekako kitajsko gospodarstvo živelo. Uroš, ti spremljaš Kitajsko, je leto 2025 tisto, ko mogoče se bodo ti trendi negativni nekako spremenili? Ja, upajmo, da se bodo. Videli smo že tudi, da so jeseni kitajski voditelji napovedali močnejše gospodarske spodbude, tako da se zavedajo teh težav in to predvsem z namenom, da povečajo potrošnjo in zmočajo domače povpraševanje. Obenem so pa tudi se naznanili, da ti ukrepi ne bodo zelo obsežni. Nismo videli tiste velike bazuke, kot so to zahtevali nekateri vlagatelji, zato tudi ni bilo nadaljevanja navdušenja na borznem parketu. Povečanje potrošnje je definitivno postavljeno na najvišjo prioriteto, vendar so zaenkrat sprejeti ukrepi bolj namenjeni zaustavitvi nestabilnosti na nepremičninskem trgu, se pravi, predvsem hočejo po 3-4 letih padanja cen nepremičnin tu stabilizirati. Kitajska lahko premaga svoje strukturne izzive predvsem z uvedbo poglobljenih reform, ki bodo bolj spodbujali domače potrošnje in zmanjšali odvisnost od nepremičninskega sektorja in seveda njihovega paradnega konja izvoza. Za dosego njihove magične, kako bi rekli, 5% gospodarske rasti bo ključnega pomena zmanjšanje močne zakorenjene potrebe po varčevanju, saj Kitajci pogosto spadajo med najbolj zagrižene varčevalce na svetu. Spodbujanje višje ravni potrošnje bo nujna, hkrati pa bo treba gospodarstvo presmeriti iz nepremičninskega sektorja na nove gonilne sile. Vemo tudi, da so novi sektori, kot so električna vozila in napredni računalniški čipi, ker so Kitajci že v zadnjih letih izredno močni, še niso dovolj razviti, da bi lahko nadomestili ta upad v nepremičninskem sektorju. Vsekakor pa naslednjem letu še od kitajskih voditeljev pričakujemo kar nekaj ukrepov, ki bodo spodbili finančni trg. Dobro, zdaj, tako kot si omenil, ogromno nekih internih izzivov, torej se pa v bistvu dobijo še en nov izziv, torej vemo, Donald Trump si je nekako Kitajsko dal kot tisto glavno tarčo, predvsem pri carinah. Kako bo pa te carine vplivale bi rekel, na Kitajska še vedno ima nek cilj, da doseže neko 5% gospodarsko rast na srednji rok. Kako bo pa to vplivalo, ta uvedba carin na doseganje tega cilja? Ja, moramo vedeti, da Kitajska še vedno velja za eno glavnih gonilnih sil globalne gospodarske rasti, ali kot ji vedno radi rečemo, da je to največja tovarna na svetu, zato je njihov izvoz izredno pomembno vpliva na svetovno gospodarstvo. Do leta 2028 po ocenah IMF naj bi Kitajska prispevala skoraj 23% k svetovni gospodarski rasti, zato bi te morebitne Trumpove carine, ne vemo sicer v kakšni meri bojo, bi lahko prizadele kitajsko gospodarstvo in bi se zmanjšal izvoz in povečale trgovinske napetosti z ZDA, kar bi definitivno še upočasnilo gospodarsko rast. Zdaj ocene so zelo različne, to bomo še morali počakati. In po drugi strani bi pa Kitajska vseeno lahko prinesla to zmanjšanje izvoza, bi negotovost, sicer bi glede carin negotovost ovirala naložbe in še dodatno oslabila, ampak ta trgovinska vojna bi definitivno škodila tudi ZDA, ker bi po drugi strani zvišala cene za potrošnike in povzročila težave v dobavnih verigah in nenazadnje tudi sprožila kak valutni konflikt in okrepila iskanje kitajskih novih zaveznikov, trgovinskih partnerjev, kot so Evropa, Japonska ali pa Avstralija. Čeprav se je že kitajski izvoz v ZDA v zadnjih 8 letih, vemo, da je že Trump uvedel nekatere carine proti Kitajski in se je posledično znižal izvoz iz 20% na trenutnih 13,5%, se pa vseeno zdi, da so te grožnje, tako kot je že prej Barbara omenila, bolj predstavljajo več ali manj izhodišče za nove pogajanja s Kitajsko in bi verjetno lahko vodila to bolj do izboljšanja nekega trgovinskega dogovora, seveda v korist ZDA. Ampak to bi po drugi strani lahko predstavljalo tudi izziv Kitajske, da bi uspešno presmerila svojo rast na domačo potrošnjo in zmanjšala odvisnost od izvoza in na ta način ohranila željeno 5% gospodarsko rast. Mislim, Trump pozitivno za Kitajsko, ker bo
pospešil ta prehod na domačo potrošnjo, ki mislim, da ga Kitajska na dolgi rok mora izvesti, ker ta model, bi rekel, ali investicij v infrastrukturo oziroma zdaj izvoza v zadnjih letih vse na dolgi rok ni vzdržen. Dobro, zdaj, če gremo pa od gospodarskega pogleda malo še na same finančne trge, jaz mislim, kot sem že omenil, velika euforija delnic v zadnjem letu, predvsem po izvolitvi Trumpa, je tudi, bi rekel, povzročila, da so vrednotenja na delniških trgih se povišala. Tukaj vidimo, bi rekel, te tri glavne, bi rekel, indekse, torej vidimo ameriški indeks zeleno, kotira na nivojih, torej tam dobrih 22-kratnih dobička, na nivojih, ko smo ga videli za kratek čas po pandemiji, pa bi rekel malenkost niže, kot smo ga videli za čas tehnološkega preloma leta 2000, kar pa na grafu nimamo prikazano. Medtem ko pa ostale regije, vidimo za sivo, so v bistvu trgi zunaj ZDA, kotirajo na nekih, bi rekel, zgodovinskih poprečjih, kitajske delnice z modro, pa mogoče so celo malenkost niže vrednotene. Zdaj bi rekel, ta premija ameriških delnic, glede na vse že prej slišano, pa to je verjetno poštena, vedno je tu debata, kakšno premijo si ameriške delnice, glede na to, da je njihovo gospodarstvo bolj dinamično, njihova podjetja bolj dinamična, tudi rast dobičkov na dolgi rok višja, koliko bi morala znašati ta premija, to je seveda stvar debate, ampak v našem trenutku se nam zdi dokaj poštena. Prav zaradi teh višjih vrednotek pa mi ne pričakujemo, da bo naslednje leto, torej 2025, tako donosno, kot je bilo recimo v zadnjih 2 leti, predvsem z tega vidika, ker ne pričakujemo, da bi se ta vrednotenja še dodatno povišala. Jaz mislim, da rast, ki bo morala, odkot bo prihajala rast na delniških trgih, bo prišla predvsem iz poslovanja podjetij, torej iz rasti dobičkov. Tukaj pa smo, se pravim, lahko optimisti, predvsem ameriška podjetja, tudi na podlagi določenih Trumpovih politik, predvsem nižjih davkov, manj regulacije, bi lahko dodali še dodatni zagon, bi rekel, rasti dobičkov v ZDA in tudi za naslednje leto. Tukaj imamo od investicijske banke Goldman Sachs, vidimo, da sivi stolpci za 2025, najvišja rast dobičkov se znova pričakuje pri ameriških delnicah. In jaz mislim, da bo to na kratek rok tisto gonilo. Vemo, vrednotenja na kratek rok niso tako pomembna, bolj pomembna je rast dobičkov, bolj pomemben je, bi rekel, neki sentiment politike in bi rekel, okolje s prihodom Donalda Trumpa nekako vseeno govori v prid ameriškemu gospodarstvu pa ameriškim podjetjem. Tu bi mogoče izpostavil še Kitajsko. Kitajsko, ko smo videli izjemno nizka vrednotenja in septembra smo že videli mogoče, kaj se lahko zgodi na trgu, ki ima izredno nizka vrednotenja, pa prije neka stimulacija, pa mogoče, da se tudi, ker bi rekel, sama kitajska podjetja zelo dobro poslujejo, kljub bi rekel nekim strukturnim težavam kitajskega gospodarstva, tako da, če zanetijo, tako kot so septembra zanetili z nekimi spodbudami, nek večji optimizem med vlagatelji, potem tudi mislim, da kitajske delnice, ki so že letos imeli dobro leto, mislim, da donos je preko 20%, lahko imajo še eno dobro leto. Torej, poleg rasti dobičkov, kar mi vidimo, da je tudi pozitivno, kot sem že dejal, okolje, torej gospodarska rast ostaja pozitivna, hkrati pa smo v bistvu v okolju nižanja obrestnih mer. In tukaj imamo en graf, ki prikazuje, kaj se zgodi v času, ko ameriška centralna banka niža obrestne mere. Vidimo desno, samo za čas recesije so donosi po prvem znižanju negativni, medtem ko pa vidimo, če pa se ta gospodarska rast normalizira oziroma se samo upočasni, jaz mislim, da smo zdaj bliže skoraj da normalizaciji gospodarske rasti, kot pa upočasnitvi oziroma s prihodom Donalda Trumpa mogoče celo kontra pospešitvi gospodarske rasti, vidimo pa so donosi ameriških delnic pozitivni. Se pravi, zdaj smo v tem okolju neke normalne gospodarske rasti in nižanja obrestnih mer in to je bilo zgodovinsko vedno pozitivno za delniške trge, ne glede bi rekel na malo višja izhodišča pri vrednotenjih, ki smo jim letos priča. Če povzajemo mogoče za delnice, še eno solidno leto pričakujemo, vendar ta rast ne bo več posledica toliko višjih vrednotenj, ampak bo predvsem višje rasti dobičkov. Bi pa dejal zaradi prihoda Donalda Trumpa, da bo leto mnogo bolj negotovo, jaz mislim, da on lahko z enim tweetom ali pa eno izjavo do dobra preburka trge in ker štartamo z dokaj višjih vrednotenj, bo tudi trgi občutljivi na te novice, tako da večja nihanja, tudi kakšna večja korekcija, mislim, da nam letos ne uide, ampak bi rekel, do konca leta pa vseeno vidimo više tečaje, kot so pa v tem trenutku. Zdaj, znotraj delnic vemo, glavna tema v zadnjih letih je bila tudi umetna inteligenca.
Tako da, jaz po našem mnenju, zdaj smo nekako 2 leti, odkar smo dobili ChatGPT, po našem mnenju se to nekako rekel, ta euforija ali pa ta zgodba se bo nadaljevala tudi v letu 2025. Aleš, ti to spremljaš, bolj upravljaš tudi naš sklad Infotehnologija, še eno izjemno leto je za nami. Kako ti vidiš prihodnost? Torej, ali se bo, bi rekel, ta res, bi rekel, neka visoka rast na tem področju nadaljevala tudi v naslednjih letih, ali lahko pričakujemo mogoče kakšno upočasnitev, pa so mogoče pričakovanja že v tem trenutku previsoka? Ja, kot kaže, če pogledamo primerjavo z internetom, z uporabo interneta v konec 90-ih let in zdaj uporabo umetne inteligence, zgleda, da gre pri monetizaciji dosti hitreje pri umetni inteligenci kot pa pri internetu. In tudi ne nazadnje, umetna inteligenca, kot si omenil, je ta ključna ali pa ena izmed glavnih investicijskih tem v zadnjih 2 letih in tudi verjetno bo v naslednjem letu in tudi mogoče še nekaj letih naprej. Ne. In zdaj, kako lahko pogledamo neki indikator, ne, da lahko vzamemo ta ChatGPT kot, bi rekli, benchmark ali pa indikator umetne inteligence, tudi glede njene uporabe. Vidimo, da je ChatGPT, verjetno večina ljudi ga je vsaj sprobala, vidi, da je njegova uporaba zelo enostavna in tudi gre za naravno interakcijo in lahko uporabljaš tudi na širokem področju. In tudi ne nazadnje podjetja vedno bolj vključujejo umetno inteligenco, predvsem pri storitvah za stranke, a pa tudi druge aplikacije. In iz tega vidika, če pogledam, sem lahko optimist in tudi ne nazadnje to opaža ta Grand View Research, tudi na tej grafiki vidimo po njihovi oceni, pač do leta 2030 bi povprečna letna rast tega trga znašala okoli 37%, kar je kar lepa rast. Dobro. Zdaj, glede na to rast, pa verjetno so neke ozka grla oziroma določene izzivi, ki prihajajo. Tukaj se omenja predvsem poraba elektrike. Je to ozko grlo ali kaj to pomeni za ta trg umetne inteligence? Ja, če rečemo ceteris paribus, torej da se ne spremeni nič kaj, ne pride do nekih ključnih sprememb, sigurno bo to ena izmed glavnih ovir oziroma se navaja kot ozko grlo je predvsem električna energija in ni jasno, odkot bo vsa ta električna energija prišla. Ker vemo, da sedaj podatkovni centri porabijo nekje 2-4% električne energije v velikih gospodarstvih, ampak do leta 2030 bi ta delež naj znašal okoli 8% v Združenih državah Amerike. In tudi ob vseh teh projekcijah rasti je to nekako popolnoma normalen delež. In zdaj pa, če pogledamo še to geografsko koncentracijo podatkovnih centrov, vidimo, ne, da recimo v Združenih državah Amerike ti podatkovni centri porabijo že več kot 10% energije v 5 zveznih državah in tudi na Irski pa kar več kot 20%. In očitno je edina rešitev gradnja jedrskih reaktorjev. Ne. Vemo pa, da jedrskega reaktorja pa ti ne moreš postaviti čez noč, in to približno 8 let. Ne. In tudi vsi ti podatki, ki so znani, kdo se odloča za gradnjo novih jedrskih reaktorjev, kot kaže, ne bo dovolj za vso to potrebo, ki bo prihajala v prihodnje. In tudi vemo, da Microsoft je objavil, ne, da bo sam gradil jedrski reaktor in še marsikdo drugi in očitno je rešitev v jedrski energiji. Dobro. Še drugi segmenti bodo nekako, bi rekel, prosperirali zaradi te rasti na trgu umetne inteligence. Zdaj pa, če gremo na sama podjetja, tukaj vemo v zadnjih 2 letih izjemna rast teh podjetij, tudi vrednotenja se povišujejo. Marsikoga, tudi mi pravimo, nekako zgodba spominja na zgodbo z 90-ih let za čas interneta, ampak ti povej svoje mnenje. Ne? Nas že mora skrbeti, ali so še nekako fundamenti upravičujejo, bi rekel, ta višja vrednotenja oziroma ta rast delnic v zadnjih 2 letih. Rast je bila res izjemna, mogoče ni bila takšna, kot je bila konec 90-ih let, to je pač en plus. Plus je tudi, da lahko povpraševanje po umetni inteligenci spodbuja podjetja, ne, da investirajo še več, kot pričakujejo vlagatelji.
in tudi ta dinamika, imamo že tudi neko zgodovino, od leta 2023, 2024 je ta dinamika že bila prisotna in tu pač vidim, da se bodo izoblikovali novi zmagovalci, ki so dejansko stari zmagovalci. Večina starih zmagovalcev bo novih zmagovalcev. Gre za to tudi, koliko število uporabnikov, ki jih imaš, in potem lahko se upravlja cross-selling. V glavnem ne pričakujem veliko novih zmagovalcev, res pa je, da so trenutna vrednotenja, če se vprašamo, rabimo neki kompas na delniških trgih in pomagamo si z vrednotenji in vidimo, da niso na ravni dotcom babla. Pogledamo pričakovan za 24 mesecev v prihodnost dobiček, vidimo, da smo občutno pod temi ravnmi. Res je, da pri 24 napovedani prodaji za 24 mesecev naprej nismo več tako daleč, ampak zaključna ta razlika je, pa še tudi podjetja imajo dosti manj dolga, kot so imela takrat, ampak ključna razlika pa je v tem, da ta podjetja vodilna ustvarjajo ogromno prostega denarnega toka v primerjavi s tem, kar so ustvarjali v dotcom bablu. In to pa je tudi omogoča neke visoke investicije v razvoj in tudi ohranjanje tega konkurenčnega položaja. To pomeni, pač moja ocena, sigurno tveganja so nekaj više, kot so bila v letu 2023. Leto dni nazaj, ja. Pa v začetku letošnjega leta, ampak še vedno bi pa vztrajal v teh podjetjih. Ja, se strinjam. Jaz mislim, da je to glavna zgodba današnjega časa, tako da biti zunaj teh podjetij oziroma zunaj te zgodbe ni primerno. Dobro, zdaj pred gremo na obveznice, še mogoče samo ena manjša primerjava med delnicami in obveznicami. Tukaj vidimo na tem grafu, leva os so v bistvu vrednotenja ameriških delnic, torej mnogokratnih dobička, desno pa imamo obrnjeno krivuljo za to obrestne mere oziroma zahtevano donosnost 10-letnih državnih ameriških obveznic. In vidimo, to zadnjih 2 let je bila zelo, močna korelacija, niže kot so bile obrestne mere, višja so bila vrednotenja delnic in obratno, medtem ko pa se v zadnjih 2 letih to nekako zlomilo, vidimo, da obrestne mere vztrajajo tam pri 4,5%, po drugi strani pa, kot sem že prej omenil, vrednotenja ameriških delnic samo pridobivajo. Jaz mislim, da to je eno izmed tveganj za delniške trge, sploh v primeru, kot smo omenjali, da bi določene Trumpove politike, kot je uvedba carin, bile inflacijske, bi se lahko to obrestne mere pospele in z tega tudi mi, bi rekel, ti pričakovani donosi so malo omejeni s tem, saj ne pričakujemo, da bi lahko vrednotenja v takšnem okolju še dodatno pridobila. Po drugi strani pa tudi pomeni, da privlačnost obveznic narašča, torej če po finančni krizi, pa bi rekel do leta 2022, nikakor nismo mogli priporočati obveznic, pa kot sem že omenil, je danes okolje drugačno, tako da obveznice so znova del primerne za portfelje vlagateljev. In če gremo na obveznice, Timotej, za koga so recimo zdaj za leto 2025? Zdaj smo imeli 2 leti zelo solidnih donosov pri obveznicah, za koga so še vedno primerne, oziroma kaj pričakuješ? Ja, v bistvu so primerne za marsikoga. No. Že če se spomnimo teh nekih zlatih pravil investiranja, so obveznice vedno primerne za tiste konzervativnejše vlagatelje in pa za vlagatelje, ki imajo recimo krajše obdobje vlaganja in si ne bi mogli recimo privoščiti nekih večjih padcev vrednosti portfelja, ker jih ne bi mogli do konca obdobja vlaganja nadoknaditi. Zdaj tema dvema skupinama pa lahko v letošnjem letu dodamo še mogoče tiste, ki so pa bili zadnji 2 leti nadpovprečno izpostavljeni tveganju, ob tem bili nagrajeni z lepimi donosi, pa bi zdaj želeli mogoče svoj portfelj malo zmanjšati glede volatilnosti in te donose varovati pred morebitnimi večjimi korekcijami. Zdaj, tu moram poudariti, da sicer ne pričakujemo, da bi v naslednjem letu obveznice po donosnosti prehitele delnice, to se je v zadnjih 20 letih dogajalo izjemno redko, pa tudi to bi pomenilo, da potem bi na delniških trgih videli nek pretres, kar kot rečeno ni naš osnovni scenarij. Ja, kljub temu pa je zdaj 3/4 centralnih bank teh pomembnih svetovnih gospodarstev v ciklu sproščanja monetarne politike in ob nadaljnjem umirjanju inflacije, ki bi se lahko ustalila tu blizu ciljne, se pravi 2%,
Torej pričakujemo lahko upravičeno, da ne bojo samo obveznice ponudile zaščito pred to inflacijo, ampak bojo še nekaj malega lahko dodale. Dobro, zdaj, kateri so pa segmenti, ki so privlačni, oziroma kako bi se, bi rekel, na neko ročno stran, vemo, to tudi zelo pomembno vlogo igra pri obveznicah, kako bi se izpostavil? Ja, zdaj v zadnjem delu leta smo že lahko spremljali tole normalizacijo te krivulje donosnosti, kjer se iz tega režima inverznosti počasi, se pravi na krajšem delu, smo priča večjim padcem donosnosti, na tem dolgem delu pa ostaja neka premija za držanje daljših ročnosti. Podoben razvoj dogodkov vidimo tudi v prihodnjem letu, obstaja pa verjetnost, da bi se lahko predvsem pri evrskih obveznicah celotna krivulja donosnosti pomaknila nižje, tako da se v bistvu lahko izpostavimo tudi malenkost daljšemu trajanju od nevtralnega, ki je nekje pri 6,5 letih in s tem pač te ugodne donosnosti zaklenemo za dalj časa. Pri podjetniških obveznicah spremljamo, da so pribitki nižji od dolgoročnih povprečij, še posebej izrazito je to pri izdajateljih tako imenovanega špekulativnega razreda, to so tisti z nižjimi bonitetnimi ocenami, tako da tu svetujemo malo previdnosti v tem segmentu, saj bi v primeru poslabšanja gospodarskih razmer bil ta segment bolj na udaru, hkrati pa je tudi bolj pozitivno koreliran z delniškimi naložbami in zato nudi nižjo diverzifikacijo. Podjetniške obveznice investicijskega razreda pa vseeno nosijo nek pribitek na državne obveznice, tu pa svetujemo pač skrbnost pri izbiri izdajatelja oziroma še boljše je, če se razprši naložbo med več izdajateljev in se s tem čim manj izpostavlja specifičnemu tveganju do posameznega izdajatelja. Ne nazadnje pa tudi segment državnih obveznic kot tisti najbolj varen ostaja zanimiv. Dobro, zdaj omenjal si državne, tukaj je tudi dokaj pestro dogajanje v letošnjem letu. Kaj pa tu, kje vidiš priložnosti tveganja? Ja, tu sicer ameriške državne obveznice prinašajo višjo donosnost od evropskih, ampak tu svetujemo tudi nekaj previdnosti, poleg se pravi valutnega tečaja, ki vpliva na končno realizirano donosnost, so tudi že faktori, kot so jih moji predhodniki omenili, torej močno ameriško gospodarstvo, potem Trumpova administracija, ki bo verjetno nadaljevala ekspanzivno fiskalno politiko in pa inflatorni učinek morebitnega ocarinjenja teh uvoznih dobrin. Vse to lahko njihove zahtevane donosnosti pomakne še više. Prav tako ne svetujemo izpostavljenost do japonskih državnih obveznic, ker oni so zdaj v režimu monetarnega zaostrovanja in tudi tukaj v bistvu zahtevane donosnosti obveznic rastejo. Na drugi strani pa imamo sicer precej nehomogeno Evropsko monetarno unijo, kjer pa lahko države ponudijo pač pestro paleto donosnosti teh obveznic. Tu edino, kar moramo vzeti v obzir, je pač sprememba te percepcije tveganja določenih izdajateljev, ki smo jim pričali že v letošnjem letu, saj se na eni strani v bistvu te države, ki so se še v zadnji evropski dolžniški krizi dojemale kot zelo problematične, zdaj po donosnosti zelo zapirajo napram netvegani nemški obveznici, to so recimo te sredozemske države, se pravi Grčija, Portugalska, Španija in Italija. Na drugi strani pa imamo recimo teh jedrnih držav Francijo, ki se je pa fiskalna oziroma gospodarska slika zelo poslabšuje, soočajo se z visokim proračunskim primanjkljajem, ki gre že čez 6%, pa tudi podobno kot Romunija se sooča s politično krizo. Tako da tu je nekaj negotovosti okrog javnih financ. Na drugi strani pa, če bo se ta situacija stabilizirala, če bodo izpeljane neke strukturne reforme, pa se lahko ponuja kot priložnost za nek dodatni zaslužek. S premijo geopolitičnega tveganja pa kotirajo tudi obveznice baltskih držav zaradi njihove geografske bližine Rusije in možnosti, da se ta ukrajinsko-ruski konflikt razširi tudi na nje. V primeru seveda, da se to ne zgodi, pa bi tudi pri teh obveznicah lahko spremljali neko določeno rast cen. Hvala, Timo. To je tako, da vse mislim, naši vlagatelji dobijo priložnost investirati v vse te zgodbe preko naših obvezniških skladov, tako da se ne rabijo z posameznimi preko segmenti preveč obremenjevati. Dobro, zdaj prišli smo do konca. Jaz mislim, da smo načeli vse teme. Zdaj, če povzamem čisto na kratko, jaz mislim, da
Glavna zgodba, ki bo zaznamovala naslednje leto, je seveda Donald Trump. Lahko pričakujemo nižje davke, manj regulacije in pa uvedbo carin. Zdaj, v kakšni meri bomo kaj dobili, seveda je še dokaj negotovo, ampak jaz mislim, kot je že Barbara omenila, da zelo pomemben barometer za njegovo delo so delniški trgi in tukaj Donald Trump ne bo hotel, da bi dobil negativno oceno. Drugače pa gospodarsko okolje, predvsem ZDA, ostaja zelo pozitivno. Še vedno pričakujemo normalizacijo inflacije, ki bo omogočila nižanje obrestnih mer, verjetno v evroobmočju hitreje kot v ZDA. Gospodarska rast ostaja stabilna, tako da jaz bi rekel, to je zelo pozitivna kombinacija za delniške trge. Kot sem omenil, ZDA bodo v ospredju, medtem ko pa Evropa, Kitajska imata določene strukturne izzive, ampak po drugi strani pa lahko tudi v naslednjem letu dobimo neke močnejše spodbude, kar bi tudi pozitivno vplivalo na njihove delniške trge. Tako da za delnice pričakujemo, da se bo ta pozitivni trend, ki traja od oktobra 2022, nadaljeval tudi v letu 2025. Seveda bo ti donosi nižji, kot so bili v preteklih 2 letih, sedaj je bila tudi zgodovina, 3. leto navadno ni tako dobro, pa tudi pričakujemo večjo volatilnost, tako da neki večji popravki navzdol bo nekaj pričakovanega, ampak bodo še vedno kot neka priložnost, da se izkoristijo za dodatne nakupe. Bo pa večjo vlogo igrala rast dobičkov, manj pa v bistvu vrednotenja, ki, ko smo videli predvsem pri ameriških delnicah, je že dokaj povišana. Znotraj delnic, jaz bi rekel, glavne teme ostaja umetna inteligenca, še vedno povišana geopolitična tveganja, seveda Trumpova politika, in ti bodo nekako določali, kateri segmenti delniških trgov bodo zmagovalci, in vse se tukaj nekako bolj nagiba v prid Ameriki oziroma podjetjem, ki nekako so odvisna od ameriškega gospodarstva. Kar se pa tiče obveznic, kot smo že omenili, postaja vedno bolj privlačne, tako da tudi mešani skladi so idealna izbira, čisto odvisno, bi rekel, od profila vlagatelja, pa tudi, bi rekel, glede na kakšno tveganje lahko prevzema. Tako da pričakujemo še eno solidno leto na obvezniških trgih. V primeru pa, da bi dobili nek negativen šok, pa bo obveznice znova odigrali tisto, bi rekel, klasično svojo stabilizacijsko funkcijo, ne, in nekako, bi rekel, stabilizirali nek mešan portfelj. Tako da za vse vlagatelje, ki pa radi malo bolj podrobno izvedeli o teh naših pogledih, pa seveda od jutri dalje na naše, oziroma danes dalje na naši spletni strani tudi publikacija Naložbeni mozaik. Že kot vidite iz slike, nekako je bi rekel, v ospredju Trump in ameriško gospodarstvo, ki bo nekako dominiralo dogajanje, pa tudi, bi rekel, bolj podrobna, bi rekel, naša priporočila, pogledi za naložbene razrede, pa tudi znotraj naložbenih razredov. Tako da bi se v tem primeru zahvalil, hvala za vašo pozornost. Jaz upam, da bomo s temi pogledi malenkost pripomogli k nekim lažjim odločitvam pri investiranju vašega denarja, drugače pa vse dobro v naslednjem letu in se vidimo.